Lep pozdrav v imenu Piranske krajevne skupnosti in tudi civilne iniciative. Moje ime je Zora Muženič. Pozdravljam vas iz Fiese. Za nami je Fieško jezero. Okoli jezera je kar nekaj objektov in tudi dogajanj, ki so v času turistične sezone lahko zelo moteči za tukaj živeča bitja. Ravnokar poteka gnezdenje labodov, tukaj so račke, ustavljajo se tudi galebi. Žal je pa zaradi bližnjih gostinskih lokalov marsikdaj tudi zelo hrupno in je to vplivno območje tega naravnega spomenika pravzaprav izpostavljeno tudi devastantnim in škodljivim vplivom človekove prisotnosti. Torej, za mano lahko opazite kar nekaj objektov. Eden je že razvpiti velik objekt nekega počitniškega doma, ki je dolga leta veljal za črno gradnjo, zaman smo čakali, da se umakne. Zdaj je ponovno pridobil ta dovoljenja in se bo gradnja nadaljevala. V bližini sta pa dva manjša objekta, eden od njih mislim, da je bil pred 10 leti nameščen kot brunarica. Zatem, ko so se razširili te objekti, nadzidali, nadgradili in tudi ko je kamp dobil neverjetno število ležišč, so dejansko to postali eni zaprti sistemi, ki so vse ostale površine v Fiesi jemali kot svoje preddverje. Imamo tukaj tudi primer, je označena gostinska terasa, ve se, do kje lahko stoji gostinska oprema in se seveda že od prvega dne, ko je lokal ponovno odprt, te mize in stoli selijo na del, ki mu pravimo travnik in kjer smo recimo še pred kratkim lahko tekali, ne vem, za žogo ali pa svojimi malčki na sprehod. Torej, to je javni prostor, ki nam je ukraden. Dejstvo, da je vsa naša obala samo še v borih 20% ohranila svoj naravni obraz, nam kaže torej v smer, da nekdo, ki bo razpolagal z ostalimi odstotki naše površine, ki bo jutri lahko nehala biti javna, nam več ne bo dovoljeval in omogočal prostega dostopa do morja. Dejstvo je, da se v nekem določenem obdobju zaradi pritiska raznih preštevilnih ljudi se potem vprašamo, kje je pravzaprav meja, ko ta Fiesa še lahko ostane naše zeleno srce.